In ta zaključni del dajem Miranu, predsedniku, ki je izrazil danes posebno željo, da bi o tej zadevi na koncu rad povedal, kako smo sami za vse odgovorni. Miran, izvoli. Hvala. Danes je bilo ponovno povedano že zelo veliko, zelo preko močnih besed in stavkov, tako da bi rad zaključil zdaj še. Tole sem spisal včeraj zvečer in v bistvu se sprašujem, kako je možno, da sem jaz to napisal, ko se čist poklop z vsem, kar smo danes tukaj slišali. Ne. To se pravi, imamo, ko človek odda pravo energijo, ko se poveže s svojim srcem, problemov okrog njega ni. In to, prosim, zavedajmo se, ker res problemov ni. Tako smo že danes, ki je Rajko povedal, mislim, da je on omenil, isto, ko sem jaz danes šel po Ljubljani, na bruhanje mi gre, Ljubljana polhna, pijejo to, se veselijo to. Pa kdo so te ljudje? To so vsi cepljeni, oni nimajo nobenega problema. Probleme imamo mi, ker smo odprti v srcu in zato imamo v bistvu probleme. Moramo se bati pa v bistvu teh ljudi, ki se danes tako veselijo brez problema, ker so oni huda tempirana bomba, katere se sploh ne zavedajo. V redu. Ljudje oddajamo elektromagnetni oblak energije, ki ima najvišjo moč v našem osončju. To se moramo v danem trenutku popolnoma zavedati. V nasprotnem primeru nam žal ni rešitve iz korona norije. Bojim se, da je že kar 40% ljudi sprejelo korona igro kot nekaj normalnega. In kdo so ti ljudje? Dolgo sem premišljeval, kdo so ti ljudje in zakaj so to sprejeli. Moj osebni odgovor se glasi: to so ljudje s pomanjkanjem ljubezni v lastnem srcu in so igro enostavno sprejeli kot rešitev dane situacije. Strah v njihovem srcu je prevelik in nimajo niti energije, da bi to stanje spremenili. Njim ni pomoči in pustimo jih na njihovi poti, se enostavno ne zavedajo situacije, v kateri trenutno živimo, in še slabše, ne razmišljajo, kam nas ta pot vodi. V čisto digitalno suženjstvo, kjer bo razvoj naše duše, ki nam jo sedaj želijo odklopiti od našega fizičnega telesa in nam vsiliti njim lastno digitalno dušo. Samo oklicani trenutni bogovi, ki se igrajo koronsko igro, so že davno izgubili svojo povezavo z realnim svetom. Torej za lastno povezavo z nekaj več, Bogom, dušo. Ni pomembno, kako to imenujemo. Dovolj je, da se te situacije samo zavedamo in rešitev nam bo dana na krožniku. Takoj, ko bomo osvobojeni vseh strahov, ki se premikajo okoli nas. In kako se zoperstaviti korona noriji okrog nas? Poizkusimo živeti čim bolj umirjeno, ne pustimo medijem, da nas zasipajo z lažmi, delajmo na sebi glede čistosti,
Torej, telesne čistosti, čistosti hrane, ki jo konzumiramo, čistosti morale, občutkov, mišljenja, energijske čistoče. Delajmo veliko na čiščenju vzorcev iz preteklosti, predvsem na čiščenju vezi z drugimi ljudmi. Pomagajmo si med seboj in sprejmimo samo tisto, kar nam srce pove, da je pravilno. Bistvo je v skupnosti istomislečih ljudi, ki imajo tudi voljo narediti spremembe, ki so neobhodno nujne za našo svetlo prihodnost. Če bomo delovali individualno, lahko že danes zaključimo to zgodbo. Če bomo v Sloveniji sposobni povezovanja v skupnosti in sodelovanja z drugimi, nam je prihodnost sigurno svetla, pa naj se dogaja okoli nas karkoli. Življenje v brezpogojni ljubezni do samega sebe in do soljudi nas lahko popelje v svetlo prihodnost. Društvo Belis pa nam pri tem lahko služi kot opora na tej poti. Brez društva Belis in vseh ostalih podobno mislečih ljudi, ki imajo moč in voljo pogledati v prihodnost, ne vidim dovolj čisto. Torej, skupaj zmoremo. Potrebni bodo vložki popolnoma vseh sodelujočih, tako ali drugače. Samo ljubezen do vsega okoli nas in seveda do samega sebe je lahko orodje, ne orožje, da se trenutna blaznost spremeni v ugodno rešitev za vse prebivalce na naši zemeljski obli. V našem srcu imamo samo dva stanja. Da, za ljubezen do vsega, kar nam daje dobro, je čisto in lepo. In ne za vse, kar je zlo. In to je ključ do naše rešitve. To je to. Zdaj pa samo še eno stvar povedal. Zakorakali smo že krepko v december, tako da bi se vsem, ki ste donirali, zahvalil in bi se tudi vnaprej vsem, ki boste občutili, da ste poklicani, da minimalno donirate društvu v tem prekrasnem decembru, se vam še enkrat zahvaljujem, ker društvo žal minimalne stroške ima in brez nič nikoli tudi nič ne more. Ne more ratati kaj posebnega. To je to. Hvala lepa, lep vikend in to je to. Zmaga bo sigurno naša, brez. Če ima kdo vprašanje, Ja. še kaj te vprašati. Če ima še kdo kaj zapovedati. A bo te kaj kdo rekel? Nič kaj veliko. Mogoče samo en majhen tip. Hvala tebi za vse lepo povedano, strinjam se, brezpogojna ljubezen, sem velika bojevnica, ravno zato. Samo zato. Hvala lepa. To je eno, drugo pa mogoče čisto praktična ideja, ker smo prej slišali o dihu, ki je resnično nekaj blagodejnega. Pri Krešimir Mišaku na Robni znanosti na hrvaški televiziji je bila oddaja o dihu izjemno dobra, torej zelo priporočam, kdo ni doma pri tem dihanju. Vredno je. No, Hvala. bi se jaz nekaj še navezal zdaj, če koga slučajno zanima, ne. Danes smo o pozornosti, o dihu, o srcu govorili, ne. Če ne ve, pa če bi rad to v grupi delal ob 9 zvečer, ima vsak dan Srečko Šorli, točen to stvar, on je bil 2 leta v Indiji,
Mislim, on vedno, ko se priklop, je 5, 10, tudi 20 minut pogovora, on govori vse sorte od svojih raznih znanj, ki jih ima neomejeno. Sicer verjame, da bojo volitve še lepo speljane, pa to samo verjamemo, da ne bo tako, ne. Tako da ima pa zdaj on en problem, tudi samo tako k Mihajlu ima zablokirali Facebook. Včeraj sem jaz dal na njegov zid poj gor dostop do Zooma, bilo nas je potem 5. Če kjer ga zanima, ne, se točno v 9, ker ima on to prek telefona, ne more prej dati gor Zooma, ga da točno v 9 ali pa kakšne minuto čez. In tam je potem samo dih, samo to, nič drugega, ker z vsem ostalim se že stvari mal lahko zakompliciramo. In ne bi verjeli, jaz in žena to delava že en mesec. Meni je postalo od začetka čudno, postalo mi je v bistvu moja dolžnost, da to moram začeti delati. Enostavno, jaz televiziji 3-4 mesece nisem že priklopil, jaz tuširam, se usedem tja, pržgem, to je to, potem še kakšna debata noter, še ženo, kaj greš spat in dan je odlično zaključen. Ok, hvala lepa, živijo. Torej, vsem sodelujočim iskrena hvala. Dragi člani in vsi, ki nas poslušate, tudi tisti, ki niste člani, vabljeni v tem primeru, če bi kdo želel kakšno svoje znanje podeliti z nami tukaj v Društvu Belis za dobro vse Slovenije, pa tudi za tiste izven Slovenije. Če bi kdo želel, lahko piše predsedniku Miranu, se pravi društvo.belis@elis-center.com. Potem lahko piše tudi seveda na info@elis-center.com. Bomo te zadeve vključili v program. Več ljudi vedno več ve. Tako da brezpogojno smo odprti za vsakega, ki se svobodno odloči, pride v društvo. Brezpogojno sprejemamo tudi tiste, ki so se zaradi raznih drugih vzrokov odločili, da ne želijo biti več člani društva in grejo svojo pot. In moramo biti tle toliko široki in tolerantni, da sprejemamo to organsko rast in organsko dogajanje znotraj v srcu društva in da se ta pozitivna energija in brezpogojna ljubezen širi, da vibrira s pravilnim dihanjem in z večkratnim resetiranjem, kajti niti ne zavedamo se, kako vsak dan preko novic, tudi ki jih ne vidimo, tudi če je TV ugasnen, se zavedajte, tako kot je Miran rekel, nebo in vse to vibrira. Jaz sem to zelo dobro razumel v samostanu, ko je papež dal kakšen cerkveni ukaz, ki se je po zemlji širil. A veste, tako kot se zemlja vrti, tako so zvonovi zvonili na vsako uro, dokler ni prišlo okoli sveta in se je vsa zemlja vibrirala v tej misli. Ko enkrat razumete to energetsko polje, ko enkrat razumete te uroke, ki jih počne, jaz bom kar rekel, rimokatoliški sistem, ki je v bistvu ta duhovni svet, to zadevo so zdaj dvignili na višji nivo v tem materialnem svetu in nam hočejo dušo izpiti, zaradi tega, ker sami nimajo te energije. Tako da držimo se, ostanimo povezani s srcem v svojem miru, v svojem dihu, naj vas ne bo ničesar strah, ker strah je votu, okroga pa nič ni. Lep večer vsem skupaj in čudovito se imejte še naprej, do naslednje sobote. Torej velja, če ima kdo željo, da bi tle kaj predstavil, a veste kaj, tu če ste daleč, pa ne morete sem prideti, povejte, vas bomo seveda preko Zooma poslušali, lahko ste v Novi Gorici, lahko ste v Avstriji, lahko ste v Avstraliji, lahko ste kjerkoli. Če imate kakšno znanje, ki bi ga z nami podelili, povejte, vam damo prostor in čas, in da bomo povezani in se drug od drugega tudi še kaj naučili. Hvala lepa in lep večer vsem skupaj. Hvala.